Moje srečanje s Parkinsonovo boleznijo se je začelo leta 2005. Šlo pa je za nekakšno omrtvičenje, mravljinčenje po levi strani, ki se je pojavljalo, izzvenelo, pojavljalo in se počasi selilo tudi na desno stran. Potem se je začela nespečnost kot prvi znanilec. Zbudil sem se ob enih zjutraj in ne več zaspal. Potem sem izgubil voh. To je bilo prava katastrofa, ko ne vohaš več nič. Pravijo, to diši, ono diši, ti pa nič ne vohaš. Ko sem nekega dne prišel v službo, me je začelo enostavno trest. Leva roka mi je začela tako intenziteto, da sem vse papire razmetal in jih nisem mogel več zložiti. Ko sem prišel v nevrologu, sem stopil skozi vrata in mi je že napovedal neko ekstrapiramidno motnjo. Skratka, naj bi bila to neka Parkinsonova bolezen, ki se bo razvila. Dejansko pa je že bila razvita, kajti potem je šlo zelo hitro naprej. Na koncu leta 2018 sem bil povabljen v bolnico, kjer so mi opredelili, da sem zelo primeren kandidat za to globoko možgansko operacijo. Mislim, da sem novembra 2019 prišel v bolnico, kjer so me nekaj dni spremljali, delali razne variante, kaj, kako. In potem so rekli, operacija bo, mislim, da 26. novembra. Operacija je bila za mene zelo primerna. Razlika je bila neverjetna. Leva roka se ni tresla, glas je bil povrnjen. Skratka, bil sem ko nov. Jaz sem bil zelo vesel, ko sem šel na operacijo. Kljub temu, da sem se malo bal, pa nekaj dosti, ker sploh nisem razmišljal, kajti če bodo pomagali, bodo, če ne bo pa tako stanje, kot je. In uspelo mi je. Uradno diagnozo je dobil mož pri 13 leti, ko je bil star 62 let. Znaki so bili pa že očitno kar precej časa prej. En takih je bil, da si ni znal zavezati kravate, in prvič sva pa ugotovila to pri plesu, ker ni mogel več slediti korakom. Naslednjih 5 let je bilo kar znosno, bil je še v službi, delal je, kasneje pa se je začelo slabšati in po 8 letih je dobil črpalko. Ta mu pač omogoča, da dobiva zdravilo kontinuirano. Življenje se je precej spremenilo. Sva vezana na to, da pač težko hodiva okrog. Najhujše je to, da se pač ne moreva udeleževati nobenih kulturnih prireditev, ker ne more niti se usesti v klop ali v sedeže. Drugače pa poskušava živeti čim bolj normalno. Kako sem opazil simptome? Dejansko nič drugače kot pri hoji. Hoja je postajala okorna, desno nogo mi ni bohala, to se pravi, sem vlekel za seboj. Ko sem septembra prišel v službo, me je sodelavka na to opozorila in je rekla, da je pač pojdi k zdravniku, pa sem odlašal. Tako da sva se enkrat usedla v računalnici v računalniku in sva napisala pismo na Medover.net, na kar dobim odgovor, da naj grem k nevrologu. Šel sem po napotnico k svojemu zdravniku, nesel napotnico nevrologu in ta pravi, med vrati tako rekoč diagnozo pove prav Parkinsonova bolezen. Ob diagnozi sem dobil zdravilo, ki se je je osnova za parkinsonizem. Potem sem pa dobil še drugo zdravilo, ki je pa pač pomagalo, da so nevroni v možganih razvili dovolj dopamina. Nevrologinja mi je predlagala eno od vrst zdravljenja, to je s črpalko ali pa z operacijo. Odločil sem se za operacijo, ki sem jo tudi izvedel novembra
lansko leto, 2019. Moram reči, da po operaciji se počutim boljše, ni pa še dobro. Človeku, ki je dobil diagnozo, bi svetoval, da se najprej poskuša vključiti v društvo Trepetlika. Ko si sam med svojimi, je veliko lažje. Vsem bi tudi svetovala, da upoštevajo vsa navodila svojih nevrologov in da jim tudi zaupajo, ker brez njih bo življenje veliko težje. Nekomu, ki je danes dobil diagnozo, bi svetoval najprej, da naj prepriča sam sebe in ostale, da je še vedno vredno živeti, da se včlani v društvo, kjer bo prišel v stik z ljudmi, ki so pač močnejši oziroma del časa bolniki, da mu bodo svetovali, predvsem pa, da bo dobil informacije. Te informacije si bom rekel, kar izmenjavamo, noben nič ne skriva, kar je zelo, zelo, zelo pomembno. Kajti samo s tem, ko si osveščen, pomagaš sebi in pomagaš drugim. Ja, dober dan vsem skupaj. Danes se bomo pogovarjali o dveh pacientih. Oba imata napredovalo Parkinsonovo bolezen in oba sta na kontinuiranem zdravljenju Parkinsonove bolezni. Pa prosim dr. Zupančičevo, da predstavi prvega. Gospoda, ki je sedaj star 75 let, poznamo mi na naši kliniki že kar nekaj let. Se pravi, star je 75 let, zbolel s Parkinsonovo boleznijo pred 13 leti. Ja, jaz bom predstavila gospoda, ki bo letos star 60 let. Gospoda spremljamo v naši ambulanti od leta 2015. Njegove težave so se pa pravzaprav začele že v njegovi starosti 45 let, se pravi zgodaj. Zdelo se nam je, da je terapija kontinuirana v smislu globoke možganske stimulacije verjetno zanj najbolj primerna in po tem posegu ga je potem v redno spremljanje sprejel kolega dr. Georgijev. Pri nas hospitalizirani bolniki so v bistvu deležni pač tiste celostne obravnave, kar pomeni, da vsak član v bistvu tima pa pač bolnika obravnava iz svoje v bistvu specialnosti. In pravzaprav tudi v preoperativni obravnavi je pač ta celostna obravnava zelo pomembna, zaradi tega, ker vsak član tima nam lahko pove o določenih zelo specifičnih težavah, ki jih pač drugi člani tima pravzaprav ne vidimo. Ja, moja vloga kot specializirane medicinske sestre pri obravnavi bolnika s Parkinsonovo boleznijo je tako zelo aktivna. Jaz se vključim v obravnavo takega bolnika že v začetni fazi in z gospodom in z gospo se poznamo že od vsega začetka. Tukaj je bistvena obravnava obeh, tako bolnika kot partnerja. Ker bolniki na začetku mogoče, ko imajo samo motorične, še ni tak problem, ko pa se pridružijo druge težave, pa absolutno je zelo, zelo pomembna in koristna vloga partnerja. Pa je to lahko žena, ali pariato, ali hči, skratka nekdo iz družine. S fizioterapijo lahko bolniku na različne načine pomagamo. Seveda je to odvisno, v kakšni fazi se on trenutno nahaja in kakšne so njegove potrebe. Naprimer, če ima bolnik motnje ravnotežja, kar je sicer značilno za kasnejše faze bolezni, treniramo s posebnimi vajami ravnotežje. Veliko in pogosto je pa motnja hoje, tudi že v začetku bolezni, kjer pa treniramo pravilen vzorec hoje, da je bolnik hitrejši in da ima daljše korake. Ja, na kvaliteto življenja bolnikov s Parkinsonovo boleznijo in njihovih svojcev poleg motoričnih simptomov vplivajo tudi nemotorični simptomi, med njimi tako imenovane psihiatrične motnje oziroma psihološke motnje. Pomembna je pa tudi psihološka prilagoditev na bolezen, ki se začne že s sprejemanjem diagnoze in se potem nadaljuje s prilagajanjem na vse razne spremembe in omejitve, ki jih bolezen prinese. Zato bolnikom nudimo razne vrste psiholoških pomoči. Zdaj, psihoterapija je za bolnike s Parkinsonovo boleznijo v Sloveniji pa tudi drugod zelo težko dostopna.
Mi si želimo, da bi lahko ponudili tudi zelo potrebno partnersko in družinsko terapijo, psihološko obravnavo motenj spanja, spolnih motenj, potrebna bi bila pa tudi skupinska psihoterapija in predvsem skupinska terapija mlajših pacientov. Psihiater je vsakodnevno prisoten na oddelku, jaz imam tudi ambulanto za kognitivne motnje in ambulanto za paciente z ekstrapiramidnimi motnjami. Pomagamo jim ob blažje izraženih simptomih z psihoterapevtskimi intervencijami, če so pa simptomi izraziteje izraženi, pa pacientom praviloma predpišemo tudi zdravila. Bistvo delovne terapije pri Parkinsonovi bolezni je za vzdrževanje nivoja samostojnosti pri vsakodnevnih opravilih. Lahko tudi z uporabo pripomočkov. Primer, pogosto Parkinsoniki uporabljajo pripomoček za obuvanje nogavic. Potem so pripomočki, recimo kakšen sedež v kopalnici, sedež za kopalno kad ali tuš kabino. Pomembni so ročaji, da varno izvajajo vsakodnevne aktivnosti. Oseba z Parkinsonovo boleznijo je pogosto vključena v logopedsko obravnavo ne glede na obliko zdravljenja, za katero se pacient oziroma oseba in nevrolog odločita. Pri osebi z Parkinsonovo boleznijo je ponavadi spremenjena kvaliteta govora, ki ne prizadene vsebine govora, izbora posameznih besed in stavkov, ampak prizadene artikulacijo oziroma motorično realizacijo jezika govora. Torej, težavi, ki je prisotna pri Parkinsonovi bolezni, strokovno rečemo dizartrija in se pojavlja pri skoraj vseh osebah z Parkinsonovo boleznijo.